nato pa od 1993 do 2013 polnih 20 let Branko Simonovič, s katerim sem verjetno prav tem mikrofonom tudi sama imela velikokrat priložnost tkati razne zgodbe. Gospod Simonovič, vabi mikrofonu, 20 let je 20 let. En lep prisrčen pozdrav vsem udeležencev te današnje slovesnosti. Seveda pozdrav velja tudi bivšim sodelavkam in sodelavcem, ki jih vidim tam zadaj. Ko sem se nekako pripravljal, kaj pravzaprav povedati, sem si izbral nekaj utrinkov iz teh 20 let. Nikoli ne bom pozabil aprila ali maja leta 1993. Šank je bil še na tej strani, popoldne sem bil v pisarni in je en gost bil glasen, zunanji, ni bil gost hotela. In ko me je prijazna Nataša zapoklicala, da kaj narediti, nič, jaz sem samo zavestno pristopil k njemu, se rekel, gospod, oprostite, jaz sem direktor in ker ste glasen, gostje počivajo in je to moteče za njih. In ta gospod mi je rekel, malo je bil dobre volje, je rekel, jaz se z začasnim direktorjem ne bom pogovarjal. Jaz sem ostal malo šokiran, ko sem pa rekel, gledajte, mogoče imate prav, ampak res motite goste in bi nas prosil, da malo umirite to, ker je opravljal vse, kar je šlo mimo. In je rekel, ja, Bog, če boste vi začasni direktor z mano spil en kozarček, seveda, to sem tudi naredil in gost je odšel ven, zdaj veliko krat srečam v Izoli, ampak ta njegova začasnost mi je dala krepko misliti. Ker pravijo, da človek pove tisto, kar prezen misli, ko je malo okajen, pa to je trajalo celih 20 let. In predvsem v teh 20 letih tisti, ki ne poznate, pa niste poznali hotel Delfin, kakšen je bil danes galeriji, prepoznali, ne tako, kot je rekel gospod Debeljak, da je vse mlajši, ampak je tudi vse lepši. Naslednja stvar, kar se mi je utrnila v spomin, je bilo leto 1999. Mi smo se pripravljali za gradnjo največje investicije, takrat smo te sončne kolektorje odstranili in dogradili 56 sob, pa seveda tudi tista dva majhna notranja bazemška. Pogodbo smo podpisovali s Primorjem, bivšim Primorjem, danes ga ni več, in verjeli smo v to, da bomo to naredili, ampak to je bila moja največja pogodba v življenju, ki sem podpisal. Težka je bila 5.684.000 evrov ali cirka 2.900.000 evrov. Zdaj evrov. Pa se nisem bal tega, kaj narediti, kako bomo to speljali. Moram reči pa, da sem bil zelo napet in živčen, ko sem takratne te marke pretvoril v kapučine. To me je pa stisnilo. Ja, gledajte, 5 milijonov pa 684.000 kapučinov ni lahko prodati. Naslednja zadeva se zgodila leta 2001, ko smo, torej v Delfinu smo vedno imeli kakšen projekt pripravljen na zalogo in je takratni
predsednik nadzornega sveta, tudi žal pokojni gospod Miro Štemberger, navijal, da bi v naslednjem letu 2022 opravili hlajenje ali klimatizacijo teh spodnjih prostorov, gospod me gode pa za zunanji bazen. Jaz vam povem, da mi ni bila lahka, iz te zagate mi je rešila moja primorska trma in moj horoskop, bit sem po horoskopu. In veste, kako smo rešili to zagato? Da smo v letu 2002 zgradili bazen in uredili hlajenje. Seveda ne morem tudi mimo leta 2006. V tem obdobju smo seveda kot hotel prijeli vrsto spoznanj, turistični nagrad, da ne naštevam vse, ampak v letu 2006 smo v 11 mesecih, ker januarja smo običajno zapirali, zabeležili 131,000 pa 4 nočitve. Jaz mislim, da je to še danes rekord. Morda veliko krat razmišljam, zakaj se je to zgodilo. Pa se najdu vzroke in verjamem v njih in oni so bili. Tako čudovitih, krasnih, marljivih sodelov in sodelov cel kot je imel delfin, jih ni imel nihče. In druga zadeva, tako veliko ambasadorjev, predsednikov društv, upokojencev, ki so se vračali v ta hotel, tudi ni imel nihče. In zato smo to naredili. Draga Nina, vsi tvoji predhodniki smo hodili neko pot navzgor, ki ni bila lahka. Vendar pregovor pa pravi, da še težje je gor postati. Zato je pred ta Nina in pred vsemi zaposlenimi verjetno ena težka in velika naloga. Na koncu naj dodam še besedo, da vse se v življenju spreminja, nič ni tako, kot je bilo. In pogledajte, celih 20 let sem vas nagovarjal, smo z mojimi sodelavkami, da vsi upokojenci porabijo čim več pokojnine v hotelu Delfin. Danes je pa doključje hotelo, da se ne aktivno eni stranki, ki se pa zavzemamo, da pokojnine in regres dobite. Lep popoldan živim.